Pandorina skrinjica od baških pobojev je odprta. Hrvaška kri na slovenskih rokah ni sprana. Družinske zgodbe so še po desetletjih boleče. Und dieses Bild halten wir in unserer Familie noch immer alle, in unsere Häuser und immer, wenn wir das schauen und denken und wie es jetzt, wo ich kann mich nicht zurückhalten. Ta pojav je seveda zelo neprijeten za te zadnje nosilce oblasti in pa njihove dediče, komunistične. Kaj smo se naučili v 10 dneh? Prošnje naši državi so opomnik, da ne spoštujemo osnov civilizirane družbe. Ovim zamoljavam državne vlasti u Sloveniji da nam pomognu pronaći posmrtne ostatke našega Stjepana, da bismo ga dostojno sahranili kao člana obitelji. Še zmeraj ne verjamejo, da je treba človeka pokopati. Se pravi, človeka dajo ubiti in ne bi povedali, kam so ga zagrebali. Opravičujemo umore v tujini. Pravica do čiščenja. Se pravi, mi nekoga označimo za nečloveka in ga imamo pravico ubiti. Ter pri tem vse vprek žrtve etiketiramo z ustaši, da si ravno so bili domobranci ali člani komunistične partije. Če nekdo reče Crnogorcu, ki je rojen leta 1946, da je ustaš, pomeni, da ima eno določeno težavo, da bi rad zaščitil zločina. Obstajajo razlogi. Domnevni likvidator Hanzi je po spisku hrvaškega nacionala sodelavec naše, nemške in avstrijske tajne službe. Trojni agent torej. Kaj bomo starci? Ne želimo nikakvu osvetu niti progon, ali to ne treba shvatiti kao da smo mi protiv toga da državne institucije u Sloveniji i Austriji rade svoj posao. Solange man das nicht wirklich geklärt hat, nicht nur unseretwegen, sondern für die alle Generationen, die heute und in Zukunft eben wie normalen Menschen. To ni sam Pandorina skrinjica, ampak to je prehod v normalnost. Se pravi, mrtve pokopati, zločince obsoditi, resnico iskati, žrtvami sočustvovati. Po tednu odzivov je jasno, tudi to nam ne gre dobro od rok.